Hej, pozdravljeni drobiž. Nisem več prav urnih nog, toda kaj ko čaka me cel kup nadlog. Pardon, otrok. Pozdravljeni vsi malčki radovedni, pa barabice poredne, pa cvekarji, odličnjaki, in pa mamice, očki, dedki, babice, strici, tete, vsi, kar vas je. Kako je? Joj, veste, ko sem sedel gori na Triglavu v svoji kočici, sem se veselil, kako bom letos prišel spet nazaj v Ljubljano, kako je lepo okrašena in kako vas bom videl, kako se bomo veselili. Potem pa mi je botra zima rekla: o ne, dedek Mraz, letos te bodo otroci pričakali pred računalniki. 300 kosmatih zelenih medvedov. Sem rekel: kako pred računalniki? Je rekla: ja, dedek, tam je virus in otroci se morajo paziti. Pa sem rekel: dobro, babica Zima, kako bom pa razdelil darila? Pa je rekla: jo, dedek, po noči boš nosil. In tako sem prišel zdaj v to lepo okrašeno nočno Ljubljano in gledam te lučke, gledam, kako je vse lepo, samo vas pogrešam, moji malčki. Kako ste? Ste dobro? Ste zdravi? Si pridno umivate vaše rokice, pa nogice, pa zobke. Dajte, pokažite mi vaše zobke. Lepi, beli. Očka, tudi ti pokaži zobke dedku Mrazu. Ja, moramo paziti na svoje zdravje, še posebej zdaj, ko je virus med nami. Dajte mi povedati, kako pa je zdaj, ko ni vrtca, ko se ne morete igrati v vrtcih, pa ko ni šole, pa se šolate iz doma preko računalnika, a je težko, kaj? Povejte, a ste me že težko pričakovali? Joj, tudi jaz sem komaj čakal, kdaj se bom lahko odpravil k vam na obisk, k svojim malim prijateljem. A veste, ljudje pri vas, je rekel Mali princ, negujejo 5000 vrtnic v enem samem vrtu, pa ne najdejo v njem, kar iščejo. In vendar bi tisto, kar iščejo, lahko našli v eni sami vrtnici, v enem samem požirku vode, ampak oči so slepe. Iskati moraš srcem. Dragi moji, naj bo letošnja poslanica dedka Mraza, da bolj prisluhnete vašim srčkom, kajti srce je najboljši smerokaz v življenju. Čeprav večina tega ne ve, oziroma kdaj tudi pozabi, pa bi vam vsem skupaj rad povedal, da se morate zmeraj zavedati, da je vsakdo, kdorkoli že je in karkoli počne, da prav on igra najpomembnejšo vlogo v zgodovini sveta. Joj, ne zamerite dedku, ki poleg drobi te besede, ampak, a veste, poleg daril bi vam rad podaril tudi besede, ker ljubim besede, tiste prave, ki nočejo v glave odraslih, sočne in zvočne in vsemogočne, gladke in sladke, ki se v ustih tope, čistijo grlo in ga hlade, kakor bomboni, ko čokolada, ko limonada, ki kadar se rabijo, gladijo, vabijo, sladijo, zvenijo in srečo želijo. Vsem, ki ste me tudi letos pričakovali, pa smo se zdaj našli pred računalniki, voščim blagostanja, sreče, veliko otroškega smeha in miru. Srečno vsem, ki dobro v srcu mislite. Letos se žal ne bomo mogli objeti, se srečati, stisniti roki in si zaupati malih skrivnosti. Ampak kakorkoli, tudi na darila letos nisem pozabil. Večina ste jih že prejeli domov, kaj ne? Jaz pa se bom zdaj z mojimi pomočniki počasi odpravil na pot po Ljubljani, po vsej Sloveniji, da obdarim še vas, ki vas še nisem obiskal. Prav, vsi otroci bodo letos dobili kakšno darilo. Ja, saj ste bili vsi pridni.
Naj vas vse leto spremlja radosten nasmeh, iskrice v očeh, predvsem pa bodimo mogočni in skupaj premagajmo ta grdi virus, ki nam je letos preprečil srečanje v živo. In naslednje leto, obljubim, se bomo spet igrali, spet bomo šli v šolo, veliko bo lutkovnih in gledaliških predstav, spet bo veliko zabave, objemov, smeha, pa tudi veliko novega se boste naučili v šoli, ki bo spet na široko odprla vrata. Nasvidenje, dragi moji, jaz sedaj hitim, ampak obljubim, da čez leto in dan spet med vas prehitim. Dragi moji, imejte se radi, bodite zdravi in srečno novo leto! Srečno! Nasvidenje! Srečno!